V drugem primeru smo dodali en kratek segment iz nekega bakteriofaga, ki je povzročil, da se tukaj veže 6 molekul te domene RBD. Potem smo to vezali na feritin, ki predstavlja 24 kopij, lumazin sintazo 60 kopij in potem še na en kratek beta peptid, ki predstavlja več kot 60 različnih kopij. Torej, na ta način smo želeli analizirati, kateri od teh pristopov bi se izkazal kot najboljši, so bile pa še nekatere druge prednosti, o katerih bom kasneje povedal. Potem smo to testirali na miših. Tukaj moram povedati, da je imunski sistem eden najbolj kompleksnih sistemov v našem telesu in imunskega sistema enostavno ne moramo simulirati in vitro. Torej, za to, če želimo videti, če je cepivo dobro, moramo uporabljati živalske eksperimente ali pa druge alternative. V tem primeru smo uporabili miši in sicer na ta način, da smo v miši inicirali, podobno kot bi v paciente ali pa ljudi, ki jih vakciniramo, DNA plazmide in potem to ponovili z osvežitvenim odmerkom čez 2 tedna in potem še enkrat čez 2 tedna in odzeli vzorce krvi in pogledali, kakšna so bila protitelesa, ki so se razvila. Torej, ugotovili smo, da je bistveno boljši odziv na vseh teh nanostrukturiranih delcih kot na monomernem domeni RBD. Tukaj bi rad opozoril, da je to logaritemska skala, se pravi, tukaj je 10-krat, 100-kratna razlika in vidimo, da je odziv vsaj 100-krat večji za vse te naše variante z nanostrukturiranimi delci kot za monomer. Po tem osvežitvenem odmerku se je ta še povečalo, še za približno 100-krat in potem ob drugem osvežitvenem odmerku vidimo, da ni bilo več spremembe, kar kaže na to, da bi bile že 2 imunizaciji dovolj za maksimalen odziv, kar je tudi podobno kot večina trenutno uporabljenih cepiv, ki so v kliničnem testiranju.